Dober dan, pozdravljeni v Ljubljani. Evo, sem v Ljubljano, se jaz silno rad vračam. Tukaj sem živel 5 let, 5 let sem še v srednjo šolo hodil. Smo tukaj pri Mesarskem mostu. Tukaj vidimo eno ogromno, tako imenitno hišo. To je bogoslovno semenišče. To je zelo okno, kjer sem jaz včasih imel sobo. V centru dogajanja, tržnica, lokalčki, strašen nobel lokacija in tukaj me vežejo najlepši spomini na študentska leta. Danes vas povabim, da se sprehodimo skupaj do teološke fakultete, da tudi malo pogledamo noter, kako je vse lepo in fajn in kako če naši študente, ki študirajo. Zdaj, ko smo na poti na teološko fakulteto, ne morem, da vam ne bi pokazal tega mojega soseda, Valentina Vodnika, na drugi strani, ki pa lepo piše: Nesina hčere pomeni nebo, dovolj je spomina, naj pesmi pojo. On je bil duhovnik, pa župnik na Koprivniku, to je sosedna župnija moje župnije, in kadar greste na Koprivnik, nujno si oglejte Vodnikov razglednik. On je z tega razglednika za stavcami se pogovarjal s Cojzem, ki je živel v Bohinjski Bistrici. Nujno si morate obiskati Vodnikovo kočo, to je na poti proti Triglavu. Drugače je pa Vodnik astronom, fizik, bil je celo kuharske bukve je napisal. Manida ni strašen velik mož, zelo se je zavzemal za šolstvo, zato ima tudi nek zvitek v roki, zato ker je pomembno šolstvo. Duhovniki smo zmeri dosti govorili tudi o tem, da človek mora biti izobražen, pa kdor ne bere, ga hitro pobere. Kje so vsi študenti? Verjete na predavanjih. A gremo pogledati v eno predavalnico, ki jih malo zmotimo, a? Gremo noter. Pri tem testu so se te vprašanja, ki bi zdaj dopolniti oblike. Ker treba najprej razumeti besed. Tu imam še gospoda Zranja. Dober dan. Poglej. Gospod profesor. Je odkot ta čas? Ja, naš, malo sem se obiskal v našo fakulteto. Poglejte že. Ene 6 let. In je strašno lepo, da sem malo prišel med vas, pa moram malo vas videti, takole. Ko sem se odločil, prvi letnik teologije sem naredil od doma, potem v drugi letnik sem šel na semenišče in sem tudi izpit od doma naredil. Aha. In sem imel potem izpit iz novoveške filozofije, Petunu, in jaz nisem znal Kanta. To je bil ta tretji rok že, enkrat septembra, konec avgusta so prehajali. In jaz skole sedim, on tukaj sprašuje, da je en drug bil in sem dobil na list, ki nisem videl odgovorov. Jaz sem pa rekel, da grem v semenišče, če bom ta izpit naredil. In pol, jaz se sem presedem, jaz sem že gor po križu rekel, zdaj, ko Jezus nič ne bo, jaz sem šel v semenišče, jaz tega ne znam. Pol pa profesor Klun mogel narediti C. Jaz sem pa preplonkal. Jaz sem pa hvala. Enako, srečno. Glasi se ki v Bohinju. Daleč je to. Adijo, lepo se dejjo. Ljuša predavanja imate prvo stole. Še zmer tako, kot smo mi imeli, ampak prav pride znanje, ki ga kaj dobite, pa v raznih teh vedeh, patologij, tudi po za življenje, ga lahko ponesemo v današnji moderni svet. Ja, ker ti pomaga celostni jasno. Ja, ne? Eno ogromno širino ti da za življenje. Fino, lepo. Res? Pa da boš vedel, nismo cele dneve samo za knjigami. Ne? Nismo cele dneve samo za knjigami. Marsikaj. Veš kaj? Kakor pravijo, ljubi Gospoda kakor svojega bližnjega. No, to je res, ja, to je pa lepo. Res. A kaj bo želela kot teologinja? S tem znanjem bom živela. To globino spoznanja bom na vseh področjih izkoristila. Kaj vam je pa na teologiji najbolj všeč? Naši odnosi. Ker ste malo manjša fakulteta, manjši faks, pa smo pa kaj pa se pa vsi med sabo poznate. Ja, in vse je veliko bolj na osebni ravni. In zato tudi gradimo prijetne in pristne odnose. To se trudimo, predvsem to, tako druženje po odmoru, vedno prav pride. In je vredno več kot marsikaj drugega. Lepo. Prosim.
A vi študirate celo v odmori? Ni, malo dobro vam gre. Ne, nekaj smo se prišli iskat, ker nam je profesor naročil, da predelamo doma. Moč podob, bravo. To imam pa za osebno branje. Daj dobro, ja, nebeški človek. To sem jaz prebral. Strašno dobra knjiga. To te bo dal misel. Pa kaš pa ti? To je pa Bogoslovni vestnik, glasilo Teološke fakultete. Ne, ja poznam tole. Sam nisem pa naročen. A se da naročiti? Tako se, ja. A pošljete tudi v Bohin? Pošljemo se. Kaj imate zdaj, novo uro, predajanja? Zdaj gremo pa k Sveti Maši. A res? Ja, danes je četrtek, vsak četrtek imamo tukaj Sveto mašo. A ne, no. In skupaj študenti. Ja, po maši imamo pa še druženje. A lahko se mašujem? Ja, imamo eno prošnjo za tebi, Ja. kaj? Vodo Mašo. Ja, z veseljem, to pa rad, to pa znam, sem se kle naučil. Super. No, pa gremo pa lepo k Sveti Maši. Vam, draga knjižničarka, pa poklonej. Hvala lepa, vse dobro vam želim. Enako, hvala. A ste poštevkali knjige? Smo. No, pa gremo. Lepo se vidimo. Nasvidenje. Hvala, Dio. Ja. Evo, gremo. Dajmo rečico. Evo, preživel sem en krasen dan v sončni Ljubljani in en čudovit dopoldne v Teološki fakulteti. Ej, fajn sem se imel. Spoznal sem, da v teh 6 letih, kar sem bil jaz nazadnje tukaj, niso samo ni navadni piflari, pa niso sami fajn mojstri bodoči pa bodoče nune, ampak da so dobrodvsem normalni, so sposobni in sodobni ljudje, mladi ljudje, ki se učijo in zelo radi družijo med sabo, ki se imajo fajn in lepo. Jaz mislim, da je najboljše, kar sam prideš, da ima vsem pogledati, pokukati, kakšnega kaj vprašaš, a se s kom kaj podružaš, da je simpatično in zelo zanimivo. Sem vesel, da ste bili z mano tokrat, da ste nas spremljali do konca, skozi celoten potep po Ljubljani in po Teološki fakulteti. Lepo vas pozdravljam in vam vsem kličem en božji blagoslov. Tako, srečno in vse dobro.